Janez, kaj si se naučil na usposabljanju? Je bilo uporabno? Usposabljanje je bilo odlično, ampak v bistvu delam še vedno enako kot prej, ker nisem dobil nobene priložnosti, da bi novo znanje uporabil. Poznamo ta prizor? Usposabljanje brez priložnosti za uporabo znanja redko pusti trajen pečat. Načelo 70-20-10 nam pomaga razumeti, kje se razvoj v resnici zgodi. Načelo 70-20-10 temelji na spoznanju, da se zaposleni največ naučimo skozi neposredno delo. Poglejmo 3 stebre. 70% razvoja poteka skozi zahtevne delovne izzive. Naprimer, zaposleni prevzame koordinacijo projekta, vodi delovni sestanek, sodeluje v medresorski delovni skupini ali pripravi zahtevno analizo, ki jo predstavi vodstvu. Te izkušnje so najpomembnejši vir razvoja. 20% razvoja izhaja iz učenja od drugih. To so naprimer povratne informacije, neformalno mentorstvo, senčenje vodje oziroma izkušenega sodelavca ali skupna refleksija po zaključenem projektu. In 10% predstavljajo formalna usposabljanja, kot so različne delavnice, e-gradiva in webinarji ali udeležba na strokovnih dogodkih. Usposabljanja so pomembna, a sama po sebi ne zadostujejo. Dolgo sem vse naloge držal v svojih rokah. Potem pa sem ugotovil, da s tem ekipi jemljem priložnosti za rast, hkrati pa mi zaradi operativnih nalog zmanjkuje časa za vodenje. Ani sem dal v vodenje delovno skupino za prenovo postopka. Borisu sem predal pripravo gradiv za vodstvo. Sam pa sem se končno lahko posvetil strateškemu načrtovanju in vodenju svojih zaposlenih, kar je v resnici moja naloga. To ni le razbremenitev vodje. Delegiranje je pogoj za to, da se ekipa razvija. Zaposleni, ki ne dobijo priložnosti za prevzemanje odgovornosti, ne morejo razviti kompetenc, ki jih od njih pričakujemo. Ana, pred 5 minutami si vodstvo predstavila predlog reorganizacije. Kaj misliš, kaj je šlo dobro in kaj bi naslednjič naredila drugače? Mislim, da sem podatke predstavila jasno. Bi pa lahko bolje odgovorila na vprašanje direktorja o tveganjih. Strinjam se. Kako bi se lahko naslednjič bolje pripravila na taka vprašanja? Lahko bi se posvetovala s sodelavci, ki tudi delajo na področju tveganj. Poleg tega pa bi si lahko pomagala s kakšnim orodjem umetne inteligence in preverila, kakšna vprašanja bi se lahko pojavila po predstavitvi. Dobra ideja. Svetujem, da si naslednjič vnaprej pripraviš 2 ali 3 scenarije tveganj. Če želiš, se mi lahko pridružiš na naslednjem medresorskem sestanku kot opazovalka. Povratna informacija zaposlenemu o njegovem delu ne zahteva posebnega obrazca ali sestanka. Včasih zadostuje 5 minut ob kavi, a te minute morajo biti namenjene razvoju. Razmerjeni togo je usmerjevalno načelo. Ključno sporočilo je, razvoj se ne dogaja samo v predavalnici. Dogaja se predvsem pri delu, ob podpori dobrih sodelavcev in vodij.